razstava 12 razlogov za slikanje je v bistvu razstava študentkin, študentov ter avtoric in avtorjev mlajše generacije. Nekako kriterij za uvrstitev na razstavo je bil, da so ali še študenti ali pa da so zaključili študij v zadnjih 3 letih. Zdaj, sama razstava se ne osredotoča na neko določeno tematiko, ampak je nekakšen skupni ključ razstave je medij in to pač je slikarstvo, ne. Zdaj, na razstavo je vključenih 12 zelo partikularnih praks, ki pač so si med seboj, lahko bi rekel, na nek način zelo različne, ampak vse se pa na nek način aktivno poigravajo tudi na nek način z vprašanjem slikarstva. Zdaj, namen razstave ni bil, da se napravi nek pregled, kaj se v tem trenutku dogaja v slikarstvu, ampak je pač za izhodišče vzel 4 aspekte slikarstva, ki so tudi nekako meni dovolj blizu, ker tudi sam sem slikar in kurator. In te 4 aspekti so zgodovinski kontekst, družbena vpetost, materialna prisotnost in konceptualnost. Zdaj pač, če začnem pri tem zgodovinskem kontekstu, ne, jaz mislim, da pač slikarstvo je tak medij, ki ima s seboj vedno kar veliko prtljage, ker je pač eden, bi rekel, najstarejših vizualnih medijev in tudi je skozi zgodovino igral, bi rekel, zelo različne družbene vloge. Po drugi strani me je pač zanimala tudi neka ta materialna prisotnost slikarstva, ker je pač živimo v času, kjer smo nekako navajeni, da vse informacije dobimo na telefon, rečemo, ampak nekako samo slikarstvo se mi pa na nek način v današnjem času zdi že skoraj subverzivno, ker pač zahteva od gledalca, da on pride k sliki in tudi med to trenje med gledalcem in sliko se lahko nekako ustvari
samo, če sta, bi rekel, oba dva prisotna, ne. Zdaj pač sam družbeni kontekst slikarstva, se pravi ta neka družbena vpetost mi je pač zanimiva, predvsem za to, ker se mi nekako se mi nekako zdi, da brez neke družbene vpetosti slikarstvo in umetnost nasploh se mi zdi, da sploh ne obstaja, ne. Se pravi ta neka nekako, da se nek ta kontekst avtorja, da se ga nekako zamenja za to, da nekako je slika lahko umeščena v nek širši družbeni prostor in v bistvu tukaj pridemo tudi do te konceptualnosti, ne. Jaz pač to je, se mi zdi nekako, da ukvarjati se s sliko v današnjem času je, to pomeni tudi, da se v sliki ukvarjati tudi s subjektom same slike. Zdaj ne vem, kako je to mogoče na prvi pogled se sliši malo konfuzno, ampak nekako se mi zdi, da pač kadar slika ni več samo medij, ampak je sam svoj subjekt, šele takrat lahko o slikarstvu govorimo v nekem konceptualnem smislu, ne. Slikarstvo na razstavi je, se mi zdi, da zaobjeto zelo na široko, ne. Imamo pač, niso samo neka olja na platnih, ampak so tudi objekti, inštalacije, video, neki čisto dokumentaristični pristopi in nenazadnje tudi en wall paint, tako da v bistvu je nekako nisem hotel se usmeriti preveč ozko, ker se mi zdi, da pač tudi če je slikarstvo dosti specifično, je po drugi strani le eden izmed medijev, ki pač se nekako lahko tudi hibridizira z ostalimi, ne. Zdaj pač sama razstava je postavljena v 4 sobe in vsaka od teh sob se nekako, vsaj tako sem jaz to nekako zastavil, se ima izpostavljen enega od teh aspektov, ne. Zdaj to ne pomeni, da drugi aspekti niso nekako prisotni, ne. Samo nekako tak je pač neka okvirna struktura je pač bila zastavljena, tako da v bistvu, če govorimo o
zgodovinskem kontekstu imamo tle Andrejo Zabric, Moniko Slhemc in Brino Elizabeto Blaž. Družbeni kontekst sta Toni Kovačič in Tatjana Kocmur. Nekako iz tega, bi rekel, iz stališča materialne prisotnosti nekako so postavljeni Maja Tušar, Marija Karnar in Hadrijan Praznik, in potem imamo še ta aspekt, ki temelji na bolj kot ne na konceptualnosti. Tukaj so pa Gašper Capuder, Danilo Milovanović, Živa Božičnik Rebec in Tomo Sthanić.